seveda. Sem tale studio pa je tako ena velika laž. Veš kaj, meni pa kar všeč. Kaj to pomeni, da so ti všeč laži? To pa ne toliko. Ker raziskuješ, kako prepoznavati laži in o lažeh bomo govorili v naslednji osvežilni fronti. A v povprečju so kakšne razlike med laganjem žensk in moških? Razlik v pogostosti laganja pri spolu ni, je pa razlika v izbiri laži, namreč ženske bolj izbirajo laži, ki so v korist drugemu, moški pa naj bi izbirali laži, ki so v lastno korist. V bistvu se žrtvujemo z lažjo za druge. Ženske, ja. Moški pa egocentrično. Zakaj pa najpogosteje lažejo najstniki? Najstniki ste v obdobju osamosvajanja oziroma mislite, da se boste s kakšno lažjo zmanjšali težave oziroma se izognili kakšni napaki, jezi, neodobravanju, ampak če pomislimo, si z lažjo nakopljamo dvojne težave. Naprimer, če pridete domov in se zlažete za dobro oceno, slaba ocena bo še zmeraj tam in dodali boste samo še laž. Skratka, če ne znate lagati dovolj dobro, da vas pri tem ne zalotijo, pač ne lažite. Jaz zate pripravljam eno presenečenje, pa me zanima, a imate vi kakšno idejo, kakšno darilo naj jih pripravimo? A darilo bom dobila? Ali ti je to darilo všeč? Ko mi čakam, na televiziji se pa gledamo 26. decembra 10:45.